Jaz to pravim, da je tukaj pravzaprav vzgajam ljudi za elitnike. To ljudje malo zastrižejo z ušesi, kaj to pomeni. In starši ne odigrajo svoje vloge, ker tudi nimajo več očetov ni, pravijo se pritožujejo, očetov ni. Ja, seveda jih ni, ne. Očetje se umaknejo, pa seveda disciplini, ne. Človek lahko doseže neke rezultate, veste, samo z disciplino. To imamo vsi izkušnjo, da nekih ciljek smo si zadali, ali študijske, ali kakršnekoli, preko discipline pridem do njih, odrekanja, tudi trpljenja. Vendar, zakaj gre? Te mlade punce, so se te igralke ostarele, so se čez 30 let spomnile ali pa še več, da so bile zlorabljene. Dragi gledalci, danes je moj gost dr. Andrej Perko, oseba, ki nadaljuje, to bom rekel, je bil učenec pokojnega Rugla. Izjemen človek, jaz sem ga spoznal na enem seminarju, v bistvu nisem ga spoznal, prvič sem ga tam videl in sem bil nad njim popolnoma navdušen, tako da se tega pogovora zelo veselim. Dober dan, gospod Perko, kakor sem že rekel, res hvala, ker ste se odzvali mojem vabilu, sem zelo vesel, vas redno spremljam, vse pogledam, kar od vas kje je, tako da vas tudi zelo dobro poznam. Tako da mislim, da bo imela zelo, zelo dober pogovor. Dober dan, hvala za povabilo. Ja. Lejte, da mogoče sem gledalcem, pa tudi vam povem, kako sem vas spoznal. Jaz sem bil 2014, sem bil na enem seminarju, to je neki NLP, se pravi to neurolingvistično programiranje. Mislim, da je ta društvo za NLP, da je to organiziralo, nisem čisto siguren. In sem imel, jaz do takrat nisem za vas nikoli slišal, in sem imel predavanja v 2 predavalnicah. In potem, ko ste bili vi na vrst, so tiste predavalnice, ko sem jaz noter bil, so vsi ven šli. Tako da sem malo tudi zato ostal noter, ko sem rekel, z tega gospoda pa noben noče poslušati, bom pa jaz noter ostal. In nas je bolj malo bilo, ne vem, izgleda drugi predavalnici, bila kakšna znana oseba, ali kaj takega. No, ampak, ko sem to vaše predavanje pol poslušal, sem rekel, wow, dobro, da sem jaz to ostal. Ker ste toliko pametnih stvari povedali, ker sem jih pol tudi takoj v prakso dal in sem vam hvaležen, siguren sem razne depresije, ki sem jih imel, oziroma bom rekel neke take težavce, ki jih da imaš v življenju, sem jih reševal s tem, da sem šel teč, ker vi ste rekli, da tek je najboljši antidepresiv in samo to ste mi načkolikrat pomagali, tako da res vsa čast. Zdaj dajva za začetek na kratko povedati, s čim se vi ukvarjate, da bojo gledalci vedeli, ker verjetno vas ne poznajo tako dobro kot jaz, tako da majčkeno zvemo o vas. Ja, no, jaz imam že svoje leta, uradno sem v življenju delal 25 let na Centru socialno delo, zdaj sem že 5, 6, 7 let upokojen, normalno imam že leta, ampak še vedno pa delam v svojem zavodu Mitikas, se imenuje, to je najvišji vrh Olimpa grškega. Zato za ljudje sprašujejo, kaj to je, kaj to pomeni, ker smo tudi večkrat bili na tem vrhu, mislim po Grčiji na tem vrhu s svojo terapevtsko skupnostjo. Se še vedno intenzivno ukvarjam z urejanjem ljudi v stiski, v različnih stiskah, po metodi dr. Janeza Rugla, sicer jaz nisem dr. Rugl, sem Perko, in seveda neke svoje značilnosti prinašaš v ta model, ampak okostje, jedro modela pa ostaja, osnova pa ostaja takšna, kot je. Z vsemi temi terapevtskimi sredstvi, ki se uporabljajo. In to je takšen, se dr. Rugla več ali manj skoraj vsi Slovenci, saj starejši poznamo, in poznajo. Je takšen zanimiv človek, seveda za mnogo Slovencev ga pravzaprav ne prenaša, mnogo ga odobrava in tako naprej. Je pa silno razgledan človek, psihiater, predvsem vojak, ki je ta njegova metoda je gotov, da urejanje ljudi, kakršnihkoli, ne samo alkoholikov in pa zasvojencev, tudi drugih težav, kakršnihkoli se vseeno, za vse je enak pristop. Ta metoda je gotovo, da v našem prostoru najbolj zahtevna, tudi najbolj uspešna. Za tiste ljudi, ki se lotijo takšnega načina urejanja življenja.
In seveda on ima ta privilegij in tudi jaz, da se lahko ukvarjamo samo z ljudmi, ki res hočejo na ta način svoje težave preseči. In tistih, ki niso pripravljeni na ta način živeti, ker to je en kup terapevtskih sredstev, ki so postal obvezna. To je ta razlika, in ljudje morajo te terapevtska sredstva izpolnjevati, živeti, potem drugače ne more biti zraven. In tem seveda dobiš visoko motivirane ljudi, da nekaj napravijo. In zaradi tega je tudi skupnost posebna in ima neke značilnosti, ki niso običajne za neke psihoterapevtske pristope. Psihoterapija je samo del celotnega sistema oziroma načina življenja, ki ga mora človek tukaj ponotranjiti. In ko enkrat ponotranji, potem je je naloga upravljena. Gre pa za to, da pravzaprav mora človek kvaliteto svojega življenja dvigati na en visok nivo. In potem je možnost zdrsov, kakršnokoli težavo, stisko, minimalna. Ker pravzaprav se mu življenje samo sestavlja. Čeprav človek, opravlja svoje naloge življenjske, tako kot se spodobi, se pravi, se mu življenje samo v sebi ureja. In tudi sam svoje krize, težave, stiske zna razrešiti na en takšen korekten, se pravi, zdrav način. Ne pa s tem, da se mamlja in svojo stisko z omamo pravzaprav presega, seveda to pa pelje v neko zasvojenost. Tako da v moji terapevtski skupnosti zdaj kar veliko ljudi, tudi moj sin zdaj, ki je terapevt, zelo dobro se je vklopil v to delo, ima tudi že 3 skupine, jaz jih imam 5, tako da je kar ogromna skupnost in je seveda posebna skupnost, ker osnoven program traja 3 leta, ne pa 3 mesece kot običajno, ponavadi tudi v bolnicah in tako naprej v medicinskem modelu zdravljenja. In po 3 letih se je izkazalo, da ljudje te zahteve v narekovaju programa ponotranjajo in zaradi sebe tako živijo. Ne zaradi tega, ker to program zahteva ali pa jaz kot avtoritativno vodim te stvari. In potem je bitka dobljena v nekem smislu. Povprečno postajajo ljudje 8 do 10 let v tem skupnosti in nočejo zapustiti te skupnosti. Nekateri so z mano že 30 let. Pa niso zasvojeni, odvisni od terapeuta, pa daleč od tega, gledajte. Jaz to pravim, da je tukaj pravzaprav vzgajam ljudi za elitnike. To ljudje malo zastrižejo z ušesi, kaj to pomeni. Ampak elitizem pomeni ne to, da ima človek nek položaj, ki je eliten, kot naprimer danes razni politiki in pa naprimer parlamenta. Imajo elitne položaje, redko kdo pa je elitnik. Elitnik je človek, ki se trudi pravzaprav kvalitetno in korektno živeti na 3 področjih, bi človek tako rekel, to je že Rugel opisoval, dr. Rugel opisoval v svojih knjigi Posamrtničevanja, in sicer, da trdno stoji na 3 sidriščih. Vsaj na 2 mora, da življenje spelje. Prvo sidrišče je družina. Se pravi, žena, otroci se tukaj trudi, da svoj delež da se tukaj pravzaprav pusti nek pečat pravzaprav. In vse to je smisel življenja, da se nadaljuje, preko nas mi smo minljivi, slejko prej, spokamo in gremo. In tukaj je družina, odnos, in šele v družini človek postaja cel, se pravi popoln, preko odnosu s svojo ženo, naprimer, da se trudi za ta odnos, ker to te definira kot človeka. Šele v drugem postanem jaz, temu rečemo, to je Levinas, o tem govori Buber kot filozofa, judovska in tako naprej. Še tam doumeš pravzaprav, da človek sam je zgubljen v nekem smislu, šele v drugem postane prava oseba, tako kot se spodobi. Zato se treba truditi, maksimalno. Od takrat, ko se spoznaš, pa do takrat, ko se na pare vležeš. Druga takšen steber, sidrišče, je ustvarjalnost, delo. Da človek najde neko področje, kjer ga delo polni, da ni suženjsko delo to. In danes, ko imamo toliko izgorelosti, burnout sindroma, kot se temu reče, to je posledica, paziš, suženjskega dela. Ker človek, zgori samo takrat, ko opravlja neko delo, ki ga ne polni nazaj, se pravi, da ne doživlja uspehov, se pravi potrditve v svojem življenju. Potem se seveda se utrudi in pregori. Če pa upravljaš neko delo, ki te pravzaprav imaš rezultate, imaš uspehe, te polni nazaj, potem ne moreš zgoreti. Si utrujen, ne zgoriš, ne moreš pa zgoreti. Lahko ogromno delaš, ampak zaradi tega ne boš zgorel, ker te to polni nazaj. In tretje področje je seveda družba, v katerim smo, da smo svoj delež tudi tej družbi damo. Moja izkušnja je tako, in tudi od ljudi, ki mi pripovedujejo, največja travma za človeka je brezposelnost. Ko se čuti popolnoma odveč v tej družbi.
ko zadnji, veste, ko zadnji pes na cesti. Se počuti nekoristnega in tako naprej. In seveda, to je potem grozna travma in mnogo ljudi se zaradi tega tudi zapija in tako naprej, da svoje stiske razbremenjuje preko omame. In to je takšno pot v peku, preko stiske, ki je ne zna na normalen način oziroma zdrav način rešiti, ampak preko omame. Tako da tukaj na teh treh stebrih pravzaprav tudi stoji ta program, pa seveda disciplini. Človek lahko doseže neke rezultate, veste, samo z disciplino. To imamo vsi izkušnjo, da nekih ciljih smo si zadali, ali študijske, ali kakršne koli, preko discipline pridem do njih, odrekanja, tudi trpljenja. V današnjem času pa je seveda o trpljenju govoriti nekaj katastrofa. Se gledajte že, kako družba funkcionira. Že otroci, Bog var, da se pravi, vsa družba, starši in tako naprej, Bog var, da bi revček se kaj frustracije doživel, ker to ga bo uničilo. Pa to je trperija. To je realno življenje in tudi otrok mora biti nekim normalnim frustracijam izpostavljen, da lahko seveda se utiri v življenje, ki je polno frustracij. In ga ne moramo ovati držati. In to se zdaj počenja. Od družin do družbe. Bog var, in seveda jih onemogočamo in jih pravzaprav napravimo za invalide. Ker te otroci, ko odraščajo, ne morejo postati samostojni. Ker jim onemogočamo izkušnjo z realnim življenjem. In naloga pravzaprav očeta, ki ga danes ni več v družini v nekem smislu, je to, da odpelje otroka v realen svet. Mama ga skuša skozi pred držati. In tukaj imamo to težavo, tudi v patologiji družbe kot takšne, da se klinični psihologi ugotavljajo zadnjih 50-60 let, se menja klinična slika patologije. Včasih smo o nevrozah govorili, zdaj govorimo o menjih strukturah osebnosti. Včasih smo rekli psihopati, da se to ne sme. Tako da je tukaj zdaj tudi to ogromno, vedno več ljudi z takšnimi motnjami osebnostmi, ki se jim pa pravzaprav ne da kaj dosti pomagati. Kajti te ljudje nimajo, temu rečemo, kapacitete za notranji uvid, da bi lahko pri sebi začeli spreminjati. To je pa edina možna pot za spremembo v življenju. Da jaz pri sebi, to, kar je narobe, doumem in spoznam in pri sebi začnem reševati. Ne pa, da so mojih težav krivi vsi drugi. To je lahko obramben mehanizem, to razumemo. Tudi če mene žena nadere, to bo moja reakcija, ni res, kaj se greš. Potem pa človek premisli, ja, se ima prav, in spremeniš svoje vedenje. Če imaš kaj možganov še v glav. Tukaj je problem. Zdaj pa, če pa te kapacitete ni, to je pa motnja. Takšnemu človeku ne moreš pomagati, ker on bo vedno izven sebe iskal svoje rešitve, ne pa v sebi. In ne bo nobene spremembe pri sebi naredil. In to je današnji čas narcizma. Kultura narcizma, kot temu rečemo. Da se razgovoril. Veliko stvari ste zelo dobro povedali, ker veliko vprašanj se je porajalo mi vmes. Kaj pomeni doba narcizma? Ne vem, narcizem jaz to razumem, pač, da se ti... Ampak celotna družba je tako konstruirana. Ne vem, da smo vsi narcisi, se pravi... Nismo vsi, da če tega bo hvar, ampak vedno sej, današnje tudi to je res. Današnja družba pravzaprav vse gleda preko patologije. Vse v končni fazi, gledajte, tudi vse osebnostne teorije so nastale na proučevanju patologije. Od Freuda naprej, še tudi prej. Ne na normalnosti. Na patologiji se sklepa na normalnost, ker je pa zelo vprašljivo v končni fazi, veste. To je mačke, tukaj so se potem teorije o osebnosti, o normalnosti razvile na patologiji. Tako da je pa vse to že laž, že leta 80, že prej je napisal knjigo Kultura narcizma, oziroma narcistična kultura je bila v srbohrvaščini že mnogo prej prevedena. In to je današnji zahodni svet, ki pravzaprav vzgaja v tem kontekstu, sem prej omenil, otroke zavijamo v vato in se pravi, se vidite, samo pravice, nobenih dolžnosti in tako naprej, je pa po teoriji, pa tudi po realno, te teorije niso strte izvite, mora otrok med 4. in 6. letom pravzaprav pravzaprav mora doumeti, da obstajajo v družbi in družini in posod tudi neke omejitve, prepovedi, zapovedi in tako naprej. In se mora prilagoditi na to, če hoče v življenju razviti, temu rečemo moralni čut, kaj prav, kaj ni prav. In tukaj so starši tisti, ki ga pravzaprav peljejo v to smer. Ne pa da pravzaprav živi še normalno, ko se rodi, mati mora biti z njim v simbiotični zvezi, povezavi
in tja do 3. 4. leta živi po principu ugodja, v primarnem narcizmu, to rečemo, ker je popolnoma normalna razvojna zadeva. Potem pa mora z tega primarnega narcizma preiti v normalen narcizem, ne? V nekem smislu. To ne pomeni, da je to patologija, ampak mora seveda doumeti, da ne more takoj svojih potreb zadovoljiti, ker v začetnem obdobju mora starš oziroma mati slediti njegovim potrebam, da se lahko normalno razvija. Ne? Kasneje pa življenje je realno. Mati vstopa v normalen svet in prihaja v spredje oče. Ne? Po 4. 5. letu je oče tisti, ki ga pelje v ta svet prepovedi, zapovedi, kaznovanja, če hočete tudi, da ne gre tu za nasilje, daleč od tega. Ampak da otrok doume, in tudi to je osnova discipline, da odlaga svoje potrebe. To že po 1. letu moramo to začeti. Ampak v 4., 5., 6. letu je pa to najbolj pomembno za njegov osebnostni razvoj. In to, da odloži, da ne more tako vsega dobiti, bo dobo kasneje, ampak ne zdaj. In ta odlaganje je osnova discipline kasneje v življenju. Če tega ni, to se danes dogaja, da te otroci pravzaprav niti ne razumejo, da se od njih kaj zahteva. V šoli, na primer. Vprašajte pedagoge. Otrok ne razume, kar mu govorijo, ker tega ni v njegovem svetu, ker ga ni razvil. To je patologija. In to vodi v narcizem. In tega je vedno več. Govorimo o patologiji narcizma. Kajti včasih smo pri nevrozah, pri Freudu smo govorili med konfliktom, med možnim in nemožnim. Se pravi med superegom, to ker pač neke norme, neke zahteve, neke omejitve in pa idom, nagonskim svetom človeka. Konflikt prije in tukaj nevroza se razvija, temu rečemo. Danes pa govorimo o obdobju depresije, anksioznosti, ne nevroze. Ne, zakaj pa tukaj? Tukaj pa gre za konflikt med možnim in nemožnim. Ker te otroci ne živijo v realnem svetu, te ljudje. In seveda, edini vrednote, ki so še ostale, so denar in uspeh. To je tisto, kar je zdaj na spredju. In če nisi uspešen, če nimaš veliko denarja, si nič vreden. In seveda priješ na svoje omejitve. Slejko prej. Ker uspejo in tako naprej. Vprašanje, koliko so srečni, koliko so zadovoljni, koliko najdejo smisel življenja v teh vrednotah. Ponavadi ne. Ampak vsi se trudijo, te mladostniki in mladi ljudje se trudijo ker to edino jih potrebuje, se vidite, kako gre preko teh telefonov in tako naprej, prek vseh teh podcastov, vsega vraga, mislim, ne podcastov, vseh teh nešestniti socialnih omrežij in tako naprej. In tukaj se seveda pridejo na svoj limit, svoje meje in to jih zruši. In tukaj seveda pridejo do razočaranj in seveda do tega, da pravzaprav padejo v depresijo in tako naprej. Danes govorimo že o epidemiji osamljenosti. Kljub temu, da imajo nešteto prijateljev, nešteto tega, je epidemija osamljenosti tista, ki je najhujša. Zdaj v Angliji o tem govorijo, kljub vsemu, vse imajo, vse je, pa so najbolj osamljeni. In otroci in mladostniki, in tudi že odrasli. In tukaj govorimo o patologiji narcizma, tudi druge patologije. In seveda, to je zdaj ena plat medalje, je tudi ogromno normalnosti in krasnih družin in krasnih odnosov. Samo temu se ne govori, ker ni zanimivo. Patologija je tista, se vidite, gledajte, kjerkoli časopis odprete, To je vest, ki se prodaja, seveda samo patološka vojna, tretje poboji, uboji, umori in tako naprej. To se prodaja. In to se prodaja tudi narod. Ja, slabe stvari se bolj prodajajo. In pač narod je pa v bistvu v nekem smislu, narod je pa neka elita, bi morala voditi vsako družbo in narod. Elita, to ne pomeni, kot sem prej omenil, ljudi, ki imajo elitne položaje, ampak ki živijo v kontekstu teh 3 stebrov, o katerih sem govoril. In jaz skušam v terapevtski skupnosti ljudi napraviti za elitnike. To ne pomeni, da so nekaj posebenega, nekaj več, ampak da živijo korektno v skladu z tem, kar sem že prej govoril. In elita bi morala voditi družbo, ker ima edina sposobnosti za to. Ker je dosegla svoje rezultate, svoje uspehe v življenju, svoje položaje, če hočete, z trdnim delom, pridnostjo, odrekanjem, tudi trpljenjem in tako naprej. Masa, temu Gasset govori. Ortega y Gasset je španski filozof, ki je že leta 35 napisal knjigo ali 30 celo Upor množic. In natančno razloži, kaj je masa, kaj je elita. In ta knjiga je aktualna še zdaj zelo. Že toliko let, že 100 let boh malo. In govori, kaj je. In masa
to je pa so večina ljudi, pa skuša te položaje elitne dobiti, ampak ne z odrekanjem, z odpovedjo, z neko disciplino, redom in tako naprej, ampak z komolčarstvom, z po hitri poti. Teh položajev si želijo, vendar jih zaradi svoje načina življenja ne zasluži. In zdaj ta masa pride do teh položajev z prevarami, z goljufijami, s komolčarstvom in tako naprej in tako naprej. In jih zasede. In to zdaj vodi narode. In zahodne, in predvsem zahodne, kjerkoli že. In to je problem. In problem Slovenije je, da smo maloštevilčen narod. Ne govorimo 2 milijona, pa še nekaj nas je, ampak Slovencov je 1,700,000 sama, ostalo je seveda priseljeno. Se dobro, se tudi asimilirajo in tako naprej, ampak se vidimo, kako to je. In ni kritične mase. Ne? Se vidite na volitvah, kaj se dogaja v političnem prostoru, da je levo, desno samo in tako naprej, ali eno ali drugo in tako naprej. Smo proti in nismo proti. Naprimer, veliki narodi, 50-60 milijonski in še več, je pa kritične mase toliko, da se lahko to potem menja. Različni pristopi. Pri nas imamo pa eno umje v nekem smislu, ali z ene ali z druge strani. In te kritična masa je problem slovenstva in celotna naša zgodovina, ki je pravzaprav, jaz temu pravim, da je rak rana slovenstva, je pravzaprav nerazčiščenost preteklega obdobja, povojnega in tako naprej, vse te poboji, kot vidimo zdaj. In to je duhovna rana, to ni več psihologija, to je duhovna sfera, dokaj tega namo očistili, Slovenci namo zadihali, spravim. Ampak to, pustimo zdaj to, ljudje se potem želijo križati nekateri, kaj je to, neki bluzi in tako naprej, vendar je to nek višji nivo. Spoznal sem vseh teh letih svojega dela, zakaj že 35 let in še več, intenzivno, da je pravzaprav psihologija in psihoterapija ima svoj limit. Seveda lahko razrešuje neke stiske na psihološkem nivoju, logično, ampak človek, veste, se to priznamo, ali si veren, nisi veren, se ne gre za vero, tukaj je in biološko bitje, se pravi telesno bitje, je psihološko, socialno, odnosno bitje in je duhovno bitje. Kakorkoli že to človek zdaj jemlje. Pustimo zdaj, ali je krščanstvo, ali je islam, ali je religija in tako naprej. Ta duhovno, in če je rana na duhovni nivoju, dimenziji, potem je treba tukaj rešiti, ne na psihološkem. In se je izkazalo, ne bom govoril o tem, ker se bo lahko zgraža, da ko zaslutim, da gre to za problematiko duhovne sfere, morajo to ljudje, ki se s tem ukvarjajo, rešiti, ne psihoterapeuti. In se lahko stvari rešijo zelo, zelo hitro, prej pa leta in leta se vrtijo. Ampak to je že en drug nivo, v katerem težko govori tako, ljudem, ki tega niti nočejo razumeti, niti težko razumejo. No, moram priznati, da vas tole res nisem razumel. To zdaj mislite, da moramo rešiti, te povojne poboje? To sem govoril, dokaj ne bo sprave prave. Ja. Ene ali druge strani, slušajte. Ni možno, da mi kot narod očistimo to rano, ki ni samo je na duhovnem nivoju, se pravi višji nivo to, se pravi to očiščenje pravzaprav, je nujno potrebno. Ko bi človek rekel, zdaj mi smo stavimo z krščanske, naprimer, kulture, oziroma krščanstvo je to osnova cele Evrope, ker zdaj zanikamo, ampak gledajte, ko človek čist po kmečko povedano greh spod, se očisti svojih grehov. In na tem nivoju mora narod napraviti to očiščenje, da se to spravo in tako naprej. Mora biti pristna, mora biti resnična, ne s figo v žepu, kako se je zgodila pred leti v Kočevskem rogu, med Kučanom in Šuštarjem. To ni bila prava sprava. To ne poznam čez dobro. Dobro, ampak okej, se posmo to. No, bi se majčkeno vrnil še nazaj, da bojo gledalci točno vedeli. Vi ste rekli, 5 terapevtskih skupin imate, da mogoče poveva, v teh vaših skupinah so ljudje, ki imajo težave z alkoholom, z drogami. Z drogami ne. Pravi narkomane se ne da zdraviti na ta način, ker to je polodprt sistem. Pravi narkomani, zasvojen sistem, rabijo komune.
Aha. Edino komuna je tam možno, da je kakšen kolikor toliko uspeh. Ampak, so mehni uspehi. če imam prav spominu, a niste imeli tam na Gospodarskem razstavišču enega fanta s sabo, ki tudi maratone teče, pa vse pa je bil včasih, tudi on je povedal par stvari in je rekel, da ni bilo droge, ki jo ni probal. So bili takšni, samo on je bil očiščen, že prišel. Aha, je že očiščen prišel. Samo izkušnja sem vzel nekajkrat tudi zasvojence z heroinom in kokainom in tako naprej, se ni skazalo, se ni bilo možno. Ni bilo nobenih rezultatov, ker so vrhunski manipulatorji in tako naprej, ljudje ne rabijo, takšen skazalo se je, ali Dom Perino skupnosti včasih so bile zelo kvalitetne, zdaj malo manj. Čenakolo je edino takšna, ki pri nas zdaj jo ponovno vzpostavljajo, ampak je bila že, pa je ni uspelo, na Hrvaškem pa zelo dobro delajo. Tam gre pa za drill življenjski, pa ni hecov. In tam se morajo, pravzaprav veste, za te mlade narkomane zdaj, tudi moj sin je delal med Dom Perino skupnosti včasih in je rekel, so stari narkomani na heroinu in tako naprej, so rekli, so se zavedali nevarnosti trave, se pravi marihuane. So rekli, tega pa ne. Pa so bili na heroinu, ker se zdaj dogaja, zdaj smo tudi imamo nov zakon, ker bo lahko vsak tok in tok konoplje lahko mu za osebno porabo, tega ne moreš preprečiti, ali boš legaliziran ali pa se vsem reka, zasvojenost bo. 10% ljudi se bo zasvojilo približno na tak ali drugačen način v družbi, kakorkoli vzamemo. In se je skazalo, da te mladi, ki tako nekritično, pa tudi starejši, kadijo to travo, ker trava ne vsebuje, zdaj je zelo strupena v nekem smislu, ker vsebuje ogromno THC-ja. In to je pa pri določenem procentu ljudi, kar velikem procentu mladih, se možgani še razvijajo, to pa strup za možgane. Tudi sam sem imel izkušnje. Mladi, ki so prišli k meni, terapevtsko skupnost, ki so bili, naprimer, odlični študenti, srednješolci, nekateri so bili celo zlati maturanti. Na fakulteti niso bili sposobni napraviti popolnoma nič. Zlate mature. In se je skazalo, kasneje so povedali, da so intenzivno kadili travo 3-4-letnik. 2 leti intenzivno. In zato jim je potem možgani skurali so se jim, jaz pravim, nesposobnost koncentracije, razmišljanja in tako naprej, niso bili sposobni več študija. In zdaj se opažajo tudi psihiatri in pa psihoterapeuti, da ogromno dvojnih diagnoz. Ne gre samo za zasvojenost z marihuano, ampak psihotična stanja, ker povzroča te trava, se pravi, ogromno psihoz in tudi agresije. Pa Američani raziskujejo te stvari. In so ogromno teh bojev pravzaprav povezan z zasvojenostjo ne z drugimi drogami, za marihuano. Zdaj, teme se pri nas še ne govori. To ni nič, to je še manj nevarno. Mladostniki me poučujejo dosti krat, da te stari, ti pojma nimaš. Tobak je bolj nevaren kot trava. Rezultati kažejo pa na to, ker mladi, ki prihajajo ogromno z dvojnim diagnozam, paranoidne psihoze predvsem. In tega je ogromno. In se ne zavedajo nevarnosti, in igrati se z ognjem je nesmiselno. Tudi alkoholizem, ki je rak rana slovenstva, ki je legalizirana droga v narekovaju, ampak to nimamo te pravega odnosa do tega. Se pravi, to je vse sprejemljivo za naše, je pa silno nevarno. Začne se s prvim kozarcem, začne se s prvim jointom. In približno 10% populacije bo odšlo, jih bo odneslo. 90% pa ne. In teh 10% se bo na nek način omamljalo, pa lahko napravimo krčmo. Se lahko na glavo postavimo. Mislite, da ni rešitev? Ne. Niti rešitve v tem, da bomo zdaj to čisto ukinili. Se že Konfucij, naprimer, na Kitajskem je dal vse trte menda posekati, alkoholizem. To so pa opet začela. Se pravi, nek način najdejo neko pot v določen procent ljudi, da svojo stisko, svoje trpljenje, če hočete, odklopijo z omamo. Kakršnokoli že. Da imamo pa to omamo, mladi. Zasvojeni z internetom, z vsem tem modernimi pristopi. To je katastrofa zdaj, kar se dogaja.
To je zdaj problem. In vse ste se v teh knjigah, ogromno knjig piše o tem, kaj to pomeni. In je pravzaprav zdaj zadnji čas, da so na šoli prepovedali. Ni šola problem je družina, problem so starši, ki pravzaprav živijo in ravno tako bulijo v ekrane ure in ure na dan. Mislite, da je otroci drugačni? Do 15 leta, kot zdaj Haidt piše, nova knjiga, kako je že naslov, da je malo ven šlo, pa ravno kar je šla, do 15 leta otroci sploh ne bi smeli imeti telefonov. Ja, se najbolj bilo res najbolj pametnih telefonov. Ja. Ampak navadne telefone. Navadne, če mora mama poklicati ali očeta. Ker je to, se kaže s tem, ko je prišlo vse te leta od 10 in tako naprej, je raziskave kaže zelo jasno, da na rast depresije, samomorov in tako naprej odskočila tako, da se krkadi. In to je samo posledica tega. Anksioznost, depresija, ko smo prej govorili, tako naprej, osamljenost. To je pač čez modernih, se pravi, pametnih telefonov, interneta in tako naprej. Tukaj ne, zgubljamo, sploh nismo pozorni na to, zgubljamo bitko. In to je naslednja zasvojenost, ki bo hujša kot vsaka kemična zasvojenost. Brez skrbi. No, mečkem bi se vrnil nazaj k travi, ki ste odprli to temo, čeprav sem tudi jaz v vprašanjih. Jaz sem enkrat enemu znanemu slovenskemu glasbeniku nekaj to, bom rekel, promoviral in jaz sem napisal, da sem absolutno proti temu in so me tako napali, kot da bi, ne vem, če bi, ne vem, heroin promoviral, tako da sem se tam samo umaknil. Drugače sem nasprotnik velik tega, drugače se pa ne strinjam čez van, ko ste rekli, da imamo zdaj zakon, pa da to dovoljuje, da je itak vsem. Jaz mislim, da ni vsem, ker če je prepovedano, je le neko sporočilo, da to ni dobro oziroma... To na tem nivoju, veste, prepovedi ne bomo, ne vem, kar se isto, vsi sami ugotavljajo strokovnjaki, prepovedi seveda so potrebne tudi v življenju, ampak ne še rečem, da zdaj jaz propagiram, zdaj leč od tega, ampak ne bo rezultatov takšni, kot mi mislite, da bodo s tem. Na drugih nivojih je tukaj treba delati, da bo prišlo do nekega preokreta, da bo manj tega in tako naprej. Predvsem bo treba delati na, zakaj je bistvo, kje otroci odraščajo? V družinah. Ja. Družina je najbolj pomembna. Najbolj pomembne osebe v njegovem življenju so oče in mati. Kako ukrepiti očetovo vlogo, zlasti v današnjem času feminiziranja in tako naprej, ker vsem rekel, si oče ali mama ali dve mame ali dva očeta in tako naprej. Ker dejstvo je, realnost kaže, samo da se zanika, to je Perko govori traparije, da ni možne zlasti fantov, pa tudi deklet, vzgoje brez vertikalne avtoritete. To je oče, ne? To je pa oče. Kot biološko različen od matere. Ne morata biti ista spola, ne morata dve materi vertikalno vzgajati, brez vertikalne vzgoje pa se ne more ta moralni čut, o katerem sem govoril, sploh razviti. Pa logično. In tega ni več, to se zdaj današnja moderna družba, postmoderna družba to zanika. Zanika vse vloge očeta, matere in tako naprej. Človek je postal bog. Ne? Zanika se antropologija, zgodovinska antropologija človeka se zanika. Ne? Ni več biološko bitje človeka, ampak je to pač družben konstrukt. Imamo 100 spolov ali pa še več, se ne vem, kaj se dogaja in tako naprej. In človek pravzaprav ne prizna več nobene omejitve. In starši so tisti, ki vrednotni svet prenašajo na otroke. Otroci se temu sledijo, logično. In zdaj, če imaš ti pravičnega, korektnega očeta, je njegova naloga, da pripelje otroka ali sina, ali zlasti sina, seveda, ker gre za identifikacijo, tudi proces identifikacije z moškim principom, ga pripelje v realen svet. Ko sem prej govoril, prepovedi, zapovedi in tako naprej. To je možno pa samo tako, da se upošteva neka pravila, neke prepovedi, zapovedi, če hočete in tako naprej. Tega pa ni več. In starši ne odigrajo svoje vloge, ker tudi nimajo več očetov, ni, pravi, se pritožujejo, očetov ni. Ja, seveda jih ni, ne. Očetje se umaknejo, ste ob materah, ki temu rečemo materoničevalke, ki jih pravzaprav tudi same izrinejo z vzgojnega procesa. Veste, to je teh izkušnja toliko, da in moški se ne bori dolgo z svojo ženo in pa mater svojih otrok, če mu skozi dopoveduje, posluši, pregrob si, ne znaš, ne moreš, ne delaj tega. In potem seveda, ko pridejo težave, ker otrok, če je sin, ne bo se, če je normalno, se bo uprl materi kasneje, v puberteti, potem pa še da je uredi ga. Prepozno, ker ga ni bilo v tem obdobju
kot vzgojitelj zraven, ker je mati glavno vlogo igrala. In se očetje se umaknejo. Pa ne zaradi tega, ker se hotel, pa zaradi tega, ker jih matere ne znajo privabiti v to, pa se tudi ne zavedajo, kako pomembni so za to vzgojo in ne uredijo, narekovajo, spravim poruglovsko, ne uredijo svojih žena. Jih ne zrihtajo. Da ne morajo, ker je vloga očeta od 4. leta naprej vedno večja pri otrocih. In vzgaja oče, mati seveda tudi, ampak na drugačen način. Oče prepoveduje, zapoveduje, ampak to ne govorimo o nasilju, ampak o nekem redu v življenju, ki pelje otroka, da zna potem v življenju se premagovati te frustracije, ki so nujne v življenju. Se jih vi doživeli, sem jih doživel, vsak jih doživi. In če nisi pripravljen na to življenje, te zlomi. Tukaj manjka ta princip, da je postmoderni čas zanikal vse to vrednotne in očeta in tako naprej, te vloge, popolnoma zanikal vloga očeta in matere. Ker govorimo o tem, da spol sploh ni več važen. Govorim, ni vzgoje brez biološko različnih staršev. Ne more biti normalne vzgoje. In zdaj, ko govorijo, mislim, en zagovornik je enega ali drugega, vsak svoje raziskave vam privleče in tako naprej. Prvič moramo vedeti, kdo je naročil raziskavo, da je malo skeptičen od tega, malo previdni. Poleg tega pa edino profesor Musa, ki je pred časom rekel, da se spomnim, da ni nobene relevantne raziskave do zdaj še bilo in jo tudi ni mogel biti, kaj bo s temi otroci, ki odraščajo v istospolnih družinah, ne vem kakšnih družinah, transseksualnih, če hočete in tako naprej. Kaj bo z njimi, ko bodo odrasli? Ker ni longitudinalne študije, naprimer te otroci, ki zdaj živijo takšni, kaj je pri njih pri 20, 30, 40 letih. Kakšni ljudje so, v kaj so se razvili in tako naprej. Tega še ni, ne moramo trditi, zdaj pa je to boljše, to je slabše in tako naprej. Vse ni važno. Izkušnje, zgodovina, se pravi, vse to, ker nam pa kaže, da to, se pravi, neke osnovne vrednote, ki jih ni več, danes smo rekli, ki jih, predvsem še pravica govorimo, nobenih dolžnostih otrok več in tako naprej, ki jih ni, ker je sam še, kot sem rekel, denar, uspeh in tako naprej, tukaj govorimo, pa kažejo, da to človeka jih ne izpolnjuje. Rezultat je, da je vedno več patologije, vedno več strokovnjakov, vedno več patologije in v šolah vedno več strokovnjakov, vedno več težav. Nekaj ne špila, nekaj narobe. Ampak se ne ozavestimo, ker je ta agenda teh novo postmodernega tako močna in ta manjšina, ki pravzaprav ureja celotno družbo. In če takole govoriš, je to že sovražen govor. In te potišajo, uničijo, te izbrišajo in tako naprej. Neštito modrih mož slovenskih, ki bi bili pravzaprav sposobni voditi slovenski narod, kako se spodobi, se je umaknilo, ker noče imeti opravka s tem več. Ker te diskvalificirajo, diskreditirajo, kako se spodobi. Kot imajo vse možnosti. Tako da smo v nekem čudnem obdobju in vprašanje, kako se bo to končalo, če bo to šlo. Ali bo po neki naravni poti zopet šlo, ker to nima nobene bodočnosti. Se tudi vidite, kaj se dogaja na demografskem področju, da se izumiramo. Ne samo Slovenci, celoten zahodni svet. In Poljaki pa Madžari se nekaj trudijo, da nataliteto zvišajo z nekimi denarnimi, takšnimi drugačnimi ukrepi. Mi pa stagniramo in seveda nas bojo preplavili, čeprav se toliko upijamo in tako naprej, nas bo preplavili vzhod, ki prihaja, muslimanski svet, ki ima po 5-10 otrok. In so močni, ker se tega in tukaj imajo to. In te otroci postavljajo življenje. Moč to naroda, če hočete. Otroci, ki se rojevajo, mi pa sami govorimo, to je naša prihodnost, mladina in tako naprej. No, vse tako so, rečemo, Albanci prevzeli Kosovo, ne? Tako, in tudi pri nas prevzemajo kralji albanski, pravijo, tako naprej, ki se vsiljujejo in potem seveda in se ne bojo. Jaz sem doskrat rekel, da so skočili name. Ne bodo se te ljudi, ki sem prihajajo, prilagodili dekadenci zahodnega sveta. V svojem vrednotnem svetu, ki ga še vedno živijo, ki je vertikalen, kot sem prej govoril. Ni govora. Se ne bodo asimilirali, ko mislijo, se bodo asimilirali v te stvari in tako naprej. Ker je tako močno in seveda se potem združujejo in so geta. Seveda potem pride tudi nasilje, vsega vraga prihaja in tako naprej. Evropa ima težavo, že Zahod ima težavo s tem. Se vidi, kaj se dogaja. Ne? Ampak zakaj tako mižimo pred tem, oziroma tako, kot vi pravite, to celo bogokletno, ki je v tem govoriti. Tudi zdaj mi na Dolenjskem imamo tukaj te
probleme z Romom, vsake 3 dni enega pretepejo, ampak veliki mediji sploh ne poročajo. Ne vem, v čem je to štos, da skrivajo zadeve. Mislim, če živimo v neki svobodi, pa toliko so pomembne te vse pravice, imamo menda pa tudi pravico zvedeti, kaj se dogaja. Vse vidite, kam gre pa stati Somolija. Govoril sem prej o postmodernem času. Del Solova, filozofinja, je Sovraštvo do sveta knjiga. Preberite, mehna knjiga, ampak fantastično razloži ravno to, kar zdaj govorimo. Postmoderni čas, zakaj je do tega prišlo? Tudi že drugi. Carreras pa Contreras, pa nekaj se že malo podal. Kako še? Nova lica in krščanstvo knjiga, se mi zdi, pa Demet, psihologija totalitarizma. To so knjige, ki razlagajo današnji čas pravzaprav. In je zelo jasno, se vidi, kaj gremo, kako gremo. In tukaj gre za ta postmoderni čas, pravzaprav je temu, da, ko sem prej rekel, zanika vse vrednotni svet preteklosti, tradicijo. To ne velja več. Vse, kar je tradicija, to je zastarelo, to je tako naprej. In nove teorije, nove spoznanja, to je tisto, kar je vredno. Ker je pomembno, zdaj to velja, pa ni res, ker so na napačnih temeljih popolnoma postavljene. In danes ne gre več za, pravzaprav se vračamo nek čas, ki ga že zelo poznamo, čas revolucije, čas komunizma, ki se je začel od bolševistične revolucije, pa tudi že prej, se je v naš svet, vsa vzhodni svet, prevladal, je šlo za, se pravi, ekonomsko-družbeno revolucijo je šlo, ki je seveda s poboji, z vsem tem tako naprej dosegla svoje cilje. Danes gre pa tudi za revolucijo, sam ne več družbeno-ekonomsko, ampak kulturno revolucijo, kulturno-moralno revolucijo, ki pa uporablja ne več podobna sredstva, diskvalifikacije, zasmehovanje in tako naprej, ne več v poboju, ne gre v to, ampak je pa pravzaprav cilj isti, borba proti družini, očeta izločiš, ni več vzgoje. In to so pravzaprav konformistične osebe, postanejo lahko vodljive, ker nimajo svojega lastnega mnenja. To je množica, ki jo lahko upraviš, kot veš in znaš, ker nima sposobnosti razmišljati svojo glavo. Borba proti lastnini, kar se dogaja, z bajoneti jih bomo spravili, najbolj uspešne Slovence v morje, pa izjava tega Kordiša, ali kaj že, katastrofa, in pa borba proti religiji, zlasti krščanstvo. Vse drugo je sprejemljivo v današnjem slovenskem svetu, razen krščanstva. Od muslimanov do angličanov, do ne vem kakšnih, to je, koliko je pa borbe proti cerkvi, ne samo kot instituciji, kot religiji, kot takšni, to je pa nekaj krščanstvo, predvsem, je pa katastrofa. To smo že vse dali čez, samo v nekem drugem času, pred kratkim. To se ponavlja, samo v drugi preobleki. In tukaj imamo težavo. Tukaj je velika težava. Vse vidite, kaj se dogaja zdaj na slovenskem prostoru političnem. Kam rinemo, kam gremo. Jaz sem zelo kritičen do tega, ne zagovarjam ne desnih, ne levih in tako naprej, ampak to, kar se zdaj dogaja, je pa norost. To je pa norost. A mislite, kako pa vidite prihodnost Slovenije? Možno tudi kakšna državljanska vojna? Tudi na koncu možno tudi to. Ja, lejte, v Srbiji mislim, da je zelo bliz. Ja, tudi. Ne pa bi si rekel, kako, ampak jaz to malo bolj spremljam, ker me zanima, ampak zdaj tam dejansko so si ljudje, sta dva tabora, ki če bi jim orožje dal, bi se streljati začeli. Ja, tudi pri nas. Ja, in tudi tako lahko to zelo hitro pride. Se imamo izjave, še premalo smo jih in tako naprej. Še so rovi, katerih lahko strgamo. Vse teh izjav nestrpnih je nešteto bilo, že. In je to, veste, ampak Bog pomaga, tako je. Se pravi, gledajte, v našem prostoru, pa da smo že na politiki, en in drugi podpihujejo pravzaprav to ideološko borbo, ker s tem jim koristi. V nekem smislu, tukaj je problem slovenstva. In problem je ravno za tega, sem prej omenil, ker nimamo kritične mase. Se pravi, premalo nas je. Premalo nas je in ni kritične mase in pele ljudi eni in drugi. Vse vidite, kako. In tukaj, lejte, bo prišlo, seveda bo slej, ko prej prišlo, lejte. Mi razmišljamo tako, vedno samo napredek. To je ena prevara. Tudi družba ne more samo napredovati. Vse civilizacije so propadale in tudi naša bo propadla. Ker mora propasti, ker je dekadentna. In to ni življenja v tej
civilizaciji naši zahodni ni življenja, ni to, da to ima možnost preživetja. In sama demografska slika, ko smo prej omenili, kaže na to, da izumiramo že kot človeštvo, izumiramo kot narod, izumiramo, da nas ne bo čez toliko in toliko časa. In ni te življenjske moči, ki pa gre preko otrok, preko nekih vrednot, preko tradicije, ki nam pove, kaj je tradicija, zakaj je pomembna. Tradicija spoznanja naših pokolenj, naših staršev, starih staršev, še ne vem kaj, in nekaj naprej. Njihove izkušnje nam dajo v kritičnih situacijah, pravzaprav pokažejo pot, kaj treba napraviti, da se z njega ven potegnemo. To je tradicija. In zdaj smo jo zanikamo. Popolnoma. In smo zgubljeni na tem področju. Kaj pa napravi zdaj v neki krizi? Ne veš kaj, ker se ne naslanjaš več na spoznanja naših prednikov, ker niso nič vredna, ker je ta nov svet popolnoma drug, z drugimi vrednotami in se to zanika. Vete, se pravi, že vse te teorije, ki se pojavljajo na denove in tako naprej, so pravzaprav po mojem nerazumne in protinaravne. Vsaka se teorija spolov tiče. Samo se pravi, zdaj je tako, ne. Samo smo Slovenci či sami krivi, da smo prišli do to situacijo, kakršno smo, mi volimo ljudi, premalo imamo otrok in tako naprej. To so te pač politične floskule, narod, ljudstvo ima vedno prav, ljudje imajo vedno prav, ma ni res. Jaz že od nekdaj govorim, da demokracija ni poštena zadeva, ker ne morejo dve budale enega pametnega preglasovati. Ampak to dejansko je tako. Že samo, tukaj sedaj je pa najboljši sistem, kljub temu vsem tem, ker poznamo pač, da se drugega ne poznamo. Neko pravično družbo, veste, kot je komunizem vedno razlagal, čeprav v bistvu je vse kaj drugega, da nam okoli prišli, je nemogoče, ker je človeka narava drugačna. Narava človeka tega pravzaprav ne omogoča. Ker smo, narekovajo, bom rekel, grešna bitja, ki nosimo in smo leni, slabi, vsega vraga in tako naprej. To je del nas, tukaj je možen samo oseben preboja. Zdaj ne vem, da zdaj pa konc sveta. Deleč od tega. Družbe kot takšne bomo težko spremenili, kot posameznik. Nismo Gandhi ali pa ne vem kdo. Ampak generalno vsake toliko časa najde nekdo, ki preboj napravi, lahko tudi kot osebnost. Generalno je pa naša dolžnost, da na mikrokozmosu družine odnosov prav živimo korektno, kvalitetno in preko svojega življenja sporočamo svoji okolici, tudi družbi, te prave vrednote in način življenja, ki pusti nek pečat tudi v okolju. Nedvomno, nek zgled. Veste? Tako kot naprimer otroci, ki morajo se cepiti od družine, od vrednot staršev, da lahko osamosvojijo se v puberteti in kasneje. Vendar, če so bili v vrednotah vzgajani in imeli zgled v starših, ker je to avtoritativno vzgoja, avtoriteta pomeni zgled, slej ko prej zopet najdejo to pot v te vrednotni svet svojih staršev in ga nadaljujejo. Seveda vmes je lahko marsikaj se zgodi, ko se iščejo in tako naprej, vendar, če so imeli dobro osnovo, korektne starše, tako naprej, da ni bilo patologije prehude, potem se v življenju lahko najdejo in nadaljujejo ta svet. In to je podobno z družbo, z našim življenjem. Družina kot osnova celice, ker zdaj ne priznamo več, je tista, ki lahko potem neke spremembe sproži tudi v nekem saj ožjem okolju in potem tudi širše. Tukaj te vrednote zdaj ni več, družina ni več, oče ni več pomemben, so dve mame, dva ata se vsem reka, ali kaj drugega se vsem, in tukaj seveda ne more priti do normalnega razvoja, kot sem že prej govorila. Prej ste omenili kvalitetno življenje. Kaj pa je za vas kvalitetno življenje? Da človek, kot sem prej govoril, to je doktor Uvel pogruntal, da psihoterapija ne pomaga kaj dost. Da psihoterapeuti potem v las skočijo, ampak okej. Ampak človek je in telesno, duševno, kot smo rekli, duhovno bitje, socialno bitje in tako naprej. Na teh področjih je treba, se pravi, kvalitetno živeti. In tudi program socialno-pedagoške metode je tako strukturiran, da se loti človeka, da napreduje na vseh teh področjih. Kaj to pomeni? Na telesnem področju, da se okrepi. Zaradi tega je obvezen tek, je obvezno gibanje in tako naprej, aerobno predvsem, da dobi dobro kondicijo. Pa ni bistvo v tem, da človek maratone laufa
Seveda pomembno je, da je v stiku z naravo, hrib in tako naprej, tukaj človek doživljajski svet prebuja in tako naprej se spreminja. Ampak maratoni, zakaj so, mislim, sam maraton sploh ni bistven, ljudje se to zelo strašijo. Bistveno je, da se človek 1 uro zase vzame na dan. To je privilegij. In obenem seveda se disciplinira, ker je to težko, svojo lenobo preganja. In obenem je to, vsak zdravnik ve, najboljši antidepresiv. Se človek prešvica, odlaufa. Stranski produkt je pa dobra kondicija. V dobri kondiciji človek na drugih življenjskih področjih, ki so veliko bolj pomembna, napravi preboje lahko. Več pa ne. Tako, in veste, zaradi tega je to potrebno, ker je to vsakodnevno čiščenje samega sebe in ko enkrat, ko si v kondiciji, veste, je pravzaprav lahko marsikaj domisliš, ne, in tako naprej v svojem času tem. In to privilegij. Sam pravi, nim časa. Ni res. Prioritete je treba v življenju zamenjati. Ne. Če človek vsak, veste, če za roko na srce pa analizira dan, koliko ur gre v prazno, sploh pa zdaj s tem pametni telefoni, ne, tukaj pa je ta program tako da človeka dviguje na teh nivojih in te stvari odpadejo, ker ni časa. Ampak ni bistvo v telesnem, seveda je nujno potrebno. Bistvo je v intelektualnem naporu, ne toliko telesnem. Intelektualni napor je veliko težji kot telesni napor. Ne. To je ogromno literature, biblioterapije, ogromno branja, ogromno avtentičnega pisanja, da človek spoznava, raziskuje sebe, neko obdobje treba, se pravi, se začne raziskovati in odpirati neke rane, travme, če hočete in tako naprej, šele z avtentičnim pisanjem in pa z literaturo, ki človek bere. In človek, če veliko bere, veste, prihaja do tako imenovanih aha efektov, do spoznanj, do uvidov. In tako naprej. In te uvidi pripeljajo človeka, ga spreminjajo, da se odloča za spremembe v svojem življenju. In seveda tudi družba, grupa, skupina, ki ima svojo zgodovino, svojo izkušnjo. In to tudi zdravi. Zaradi tega je ta socialno-antropološka metoda tako zelo uspešna, ker pravzaprav so ljudje, ki so leta in leta s svojimi izkušnjami in marsikaj so dali čez in novim dajo upanje, da se da napraviti. In seveda dvigujejo to kvaliteto življenja preko teh terapevtskih sredstev na visok nivo. Zaradi tega, naprimer, 15% alkoholikov ima zdaj samo not. Doktor Uglih je imel samo 20 na koncu. Prihajajo ljudje z drugimi težavami, partnerskimi odnosi predvsem, večinoma s temi, da so pred tem, da se resuje vse skupaj. Še kakšna druga, s kakšnim težavam se prihajajo? Predvsem partnerski odnosi. Tudi kakšni samski, ki pridejo, ker res nimajo nobenega drugega, ki mu pomaga, ki imajo pa kakšne druge. Tudi klasične razne paranoje lahko in tako naprej, tudi falirani študenti pridejo. In tudi mladi, dosti jih je prišlo že, ki skušajo kvaliteto življenja, ko sem rekel, dvigati na višji nivo, vejo, kaj bi morali napraviti, pa vendar ne uspevajo, ker je pač smo lena bitja po naravi in rabijo neko spodbudo. In pridejo zaradi tega, da imajo kasneje v življenju jih skrenili s poti, pridejo preventivno. Potem pa hitro spoznajo, da imajo tudi še pri sebi za upraviti, ko začnejo in brati, raziskovati in tako naprej, se neke stvari zbudijo, ki so pravzaprav nezavedne, in potem tudi intenzivno delajo. Čeprav nimajo takšnih težav, da bi zaradi stiske prišli. Ker zakaj? Človek, ki je v hudi stiski, šele takrat išče pomoč, če jo poišče. Če ne poišče v farmaciji, v tabletah, antidepresivih, anksiolitih in tako naprej. Pač, ko je stiska tako huda, da človek ne more več vedeti, takrat se šele odloča za to določen procent samo zato, da poišče neko pomoč in pripravlja nekaj spremeniti v življenju. In ta program to omogoča. In to je kvaliteta, se pravi, da sledi nekim tem navodilom, nekim terapevtskim sredstvom, ki evidentno dvignejo kvaliteto življenja na višji nivo. In seveda tudi študij, naprimer, vse te stvari, da to človeka spreminja. Drugače vidi svet. In ljudje, ki meni pridejo, osnovno program 3 leta traja. Ker v 3 letih se je izkazalo, da ponotranjajo ta program, te zahteve in zaradi sebe tako živijo. Ko pri vzgoji otrok, ko vrednote staršev postanejo vrednote otroka, smo mi vzgojno bitko zmagali, dobili. Prej je to pač mu usiljeno v narekovaju in pač mora zaradi tega, ker mi vemo kot starši, kaj je tisto, kar otrok potrebuje v življenju. On bo živel po principu ugodja, ker se zdaj dogaja, ker pač jih ne omejujemo, niti ker družba tako funkcionira. In isti proces je to, zato se imenuje socialno-andragoška metoda, učna metoda. Ko ljudje to ponotranjajo, približno po 3 letih se zgodi, potem je seveda zaradi sebe tako živijo, ne zaradi tega, ker to program zahteva. Je pa ta, če vas sem lahko prekinem, ta program pa temelji prvo, kar sem vas poslušal, na
fizične aktivnosti, Ja, seveda, branju pa pisanju. To je bistvo. Bistvo je branje, ogromno branja, ker človek s tem spoznava, se izobražuje, tudi drugače svet razume, če je načitan, če je drug pogled na svet. In avtor ničega pisanja, da raziskuje sam sebe. Težave, stiske, karkoli hoče in jih predeluje, uvideva in seveda prihaja do radikalnih sprememb po tem življenju. In jaz tako se malo hecam, malo pa zares mislim, da najbolj zdravi Slovenci so z mano, so pri meni. Jaz bi to čez verjel. Ja, to se ljudje pričakujejo, ko pridejo, veste, novi, ki pridejo, da bo to malo zamorjeno, to je ogromno smeha tudi in vsega, humorja in vse preko humorja se marsikatera stvar da. To so zelo kvalitetni ljudje, sicer je intelektualno zahteven program in zaradi tega je povprečna izobrazba že med višjo in visoko. Aha. Ja, seveda. Ker ljudje, takšni ljudje tudi iščejo tukaj. In ker sprejemam samo tiste, veste, zdaj tako mi učitajo, tudi drugi so učitali, selekcioniraš pacijente. Ja, v nekem smislu ja, ampak selekcioniraš v tem kontekstu, da jaz sem pripravljen delati samo s tistimi, ki hočejo. Nobenega še nisem zavrnil, ki je sprejel program, se zavedal, kaj ga čaka, se prej ne more priti v skupnost, mora nekaj prej že napraviti neke stvari, da doume, da razume, zakaj ga čaka in se potem odloča to temo. 80% jih ne pride več na drugi razgovor k meni. Ja. Ko preberejo te literature, to je pa prehudo, to je preveč, nisem pripravljen. Določen procent pa išče to. In tu vidi rešitev za svoje težave. Tukaj ni hecov, tle ne gre za svetovanje samo, seveda je tudi svetovanje, gre pravzaprav za dolžnosti, ki jih morajo izpolnjevati. In kdor tega ne izpolnjuje, pač ne more biti zraven. In to v paketu, vse ali pa ne more reči, jaz meni pa še bral, pa ne, vse bom delal, bral pa ne bom. Ja, potem ne boš zraven. Ker izkazalo se je, da vse skupaj rezultira potem nek uspeh. Pri meni, naprimer, če se alkoholizma lotva, 15 do 20% alkoholikov z ženami ali pa žene z možmi se tudi v 35 letih, kar delam s skupinami in tudi s tem problematiko alkoholizma, samo eden se je do zdaj zapil nazaj, ki je končal 3-letni program. In mali vsi pa, veste, 100%. Ja, malo tega ni rezultata, ampak dobro je, tudi drugačen princip k temu, kot zdaj učitelj selekcioniraš. Ja, logično, ne bom vzel nekoga, naprej vem, ki ni pripravljen, tako že naprej vem, da ne bo uspel. Ne boste se vi z nekom ukvarjali, ki veste, da ne bo uspel, sraj z nekom, ki bo uspel. Točno to. Ja. Tukaj pač to malo, seveda, tukaj je vprašljivo potem, ampak sem pripravljen samo s tistimi delati, ki uspejo. In za tiste, ki so se odločili samo eno, zdaj je po 3-letnem programu recidiviral v 35 letih. Tega rezultata ni. Ni, kar je tudi seveda zahtevnost programa in način življenja in tako naprej. Kriterij, kaj je uspešnost, je tukaj tam nekje, veste. Abstinenca je predpogoj. Je cilj, logično, da je cilj, da abstinira do konca življenja, ampak to je predpogoj. S tem sploh ne ukvarjam, alkoholikih meni pridejo v skupnost, ki jih pomešam med druge ljudi, ker je tudi to tisto, kar zdravi. Veste, da se ne čveka samo o tem, kako so pili, zakaj so pili in tako naprej, brez veze. Tema redko kdaj, sploh ne vejo ljudje, kdo je alkoholik bil, in vejo zaradi tega, ker se predstavijo en drugmu, sem alkoholik bil in sem pil in tako naprej. In temu se sploh ne govori o tem, se govori o drugih problemih ali o drugih stvarih, ali človek opravlja svoje naloge tako, kot se spodobi v življenju. To je bistvo. In če jih opravlja tako, kot se spodobi, potem osmisli svoje življenje. Temu Frankl govori, da človek živi za nekoga ali za nekaj. Tako najde smisel. Ne pa da hlasta po sreči in po smislu s tem, da se samo resničuje, ne vem kaj dela in tako naprej. Važno je, da živi za nekoga, se pravi za ženo, družino, družbo, če hočete. Nisi ti bistvo življenja, nisi ti središče sveta, ampak ali pa za ustvarjalnost, za delo. Nekdo, ki pač nima tega, niso vsi v odnosih in tako naprej. Edino tako je možno najti smisel življenja, ki mora vsak posameznik najti. In človek, ki najde smisel življenja, se mu sestavljajo stvari v življenju same od sebe. Ker živi pravilno, kvalitetno. In se stvari same od sebe urejajo. To ne pomeni, da brez težav, stisk in tako naprej. Vendar jih zna razrešiti na en takšen zdrav način. Ne pa z omamo, ne z zanikanjem, ne z obrambnimi mehanizmi, ampak se jih loti tako, kot se spodobi. In to je elita naroda, ki tako živi samo od sebe. In jaz skušam moje ljudi, ki me pridejo, za te elitnike napraviti. Čeprav zastrižejo ljudje z ušesi, ampak elita to ne pomeni, kot sem prej rekel, položaj človeka, ampak življenje, način življenja, ki ga živi.
da je korekten, da v nekem vrednotnem svetu, da upravlja tisto, kar mora v življenju in tako naprej. In to ga sestavlja. Takšni ljudje ne pridejo k meni, že sami sebi živijo tako. Ampak to je ozek sloj ljudi, ki obstajajo v naši družbi. Ostala je pa masa, kot smo prej govorili, masa, ki ima svoj način doseganja ciljev, rezultatov in tako naprej, ki pa jih dejansko ne zasluži. Ne? Jaz sem dostikrat razmišljal, rečemo, da vsi poslanci, ki jih imamo v Sloveniji, pa po mojem tudi drug po svet, bi mogel biti pogoj, da ne piješ, ne kadiš, da si fit, da si v kondiciji, teste na droge in tako naprej. Ker če on ne zna sebe zrihtati, kako lahko pol on državo vodi? Lejte, ne, se je problem slovenstva. Mislim, kaj bi vi to komentirali? Bi to bilo prav ali ne bi bilo? Seveda bi bilo prav, da so elitniki na teh položajih. No, vse to so pol elitniki. To je elita, ki vi govorite. Masa pride do teh položajev z drugimi sredstvi, ko so prej govorila, s komovčenjem, prevarami in tako naprej. So šarmantni in tako naprej in potem furajo in to je problem. Vedno bil in bo, vedno bo in potem se je ta elita umika, saj v slovenskem prostoru se je umaknila in noče imeti opravka s tem. Ali so jih sami zradirala in so jih pravzaprav uničila, ker je pač, lejte, to je tako funkcionira družba, Bog pomaga, in se jih volimo. Ja, volimo jih. Volimo in to je problem slovenstva, da so ljudje na teh položajih, ki imajo elitne položaje, niso pa elitniki. Bi vi mogoče podprli uvedbo davka na nezdravo življenje? Lejte, to je takšen nesmisel, veste, po mojem to s temi davki in s tem, kot to narod zaznava kot represijo, veste, nad to samostojnostjo, ker človek je, veste, ima dva gona v sebi, dve vrojena, potrebo po samostojnosti, potrebo po skupnosti tudi, to je del neke skupnosti in tako naprej. In ta samostojnost, če se človek čuti ogroženega potem, če mu neke prepovedi, zapovedi in tako naprej daje. Treba je pravzaprav klimo družbe pravzaprav spreminjati, z nekim zdravimi navadami življenja in tako naprej. To, kar pa imamo, veste, zdaj je pa pravzaprav odsotnost vsakršnekoli odgovornosti. Od otrok naprej, v šolah in kasneje se vidi tudi v parlamentu. Ko pride do afer, noben politik še pri nas ni odstopil. Noben, do zdaj še. Vsi se držijo svojih stolčkov, ker v tujini je pa to zelo jasno. Čim pride na takšne afere, avtomatsko odstopi, pa je kriv, ni kriv, objektivno, subjektivno, vsem drek. Tega ne sme biti. Saj vides, neke korektnosti, neke zdravosti se drži na ta način, čeprav je verjetno bolno, podobno kot pri nas, vendar ne v tej meri. Pa nas pa še to neki standard ratov. Standard, da se ne odstopa, ne sprejema odgovornosti, ki je lahko objektivno, pa subjektivno, vseeno. Ampak to so ljudje, ki vodijo in bi morali voditi narod. V dobro naroda delati. Vidimo pa vse, če si čistega vina nalijemo, da ne delajo dobro naroda, ampak svojih ideoloških, ne vem kakšnih drugačnih potreb. In tukaj se držijo na oblasti. Daj človeku malo oblasti v roke in boš spoznal, kakšen je. Točno to se dogaja. Vidite potem, kaj se dogaja, ko dobi človek oblast v roke. Ko postaje aroganten, ko se pravi ta moč, ki je pa pač v bistvu smislu tudi pride lahko patologijo. Ko sem omenil ta davek na nezdravo življenje, rečemo, da imam 10 kil preveč, in če bi mogel zaradi tega 1000 evrov na let plačati davka, zato ker imam preveč kil, verjemite mi, da bi znišal. Pri meni bi deloval sigurno. Prva smrda, pa vprašanje za koliko časa. Veste, za to gre. Gre za način življenja, stil življenja, gre za disciplino. Tudi prehranjevanje, debelost je stvar discipline. Ja, seveda je stvar discipline. Nedvomno. Tudi, da se odrečeš sam, odrečeš nekem užitku, najedanja, prenajedanja, če hočete, od alkohola do ne vem česa, ki redi. Tukaj gre za osnovno disciplino človeka. To pa z davki, veste, pa te osnovne discipline ne bomo. Ne, mogoče. Ni govora, se kdo pa. Pravzaprav je človeka dolžnost, jaz dostikrat pravim, pa me debel gledajo, sem čuden.
je dolžnost, da je fit. To je tvoja dolžnost osebna. In moja žena, če bi bil jaz debil, ima vso pravico, da me ne vem, kaj napravi z mano. Da mi postavi ultimat. Da mi postavi ultimat. Poslušaj, bodi fit, tako kot se spodobi, zaradi tega, ker je to stvar zdravja. Ne? Človek, ki se zakaja, ki se zapija, ki je prekomerno je in tako naprej, ki ima holesterol, ne vem kakšen, pa slejko prej ga bo rukelno, se pravi, ga bo kakšna kap zadela. In zdaj bo vstal seveda ženi na grbi, da bo skrbela za njega. Se pravi, to je njegova odgovornost, da živi zdravo, da napravi vse tisto, kar mora, da zdravo živi, da se več ne vemo, kaj bo z nami. Lahko nas kap zadane, kljub temu, da zdravo živimo, lahko dementni ratamo, kljub temu, da se izobražujemo celo življenje in tako naprej. Pa nismo gospodari svojega življenja v tem kontekstu, ampak imamo dolžnost vse napraviti, da do tega ne pride. To je pa v naši moči, da živimo zdravo, da se odrekamo. In to je naša dolžnost. In tudi partner ima pravico zahtevati od tebe, če sam tako živi, ne more pa pridigati nekaj, če sam ne živi tako, od tebe to zahteva, tudi z ultimatom. Dostikrat, veste, sem vam tudi nekaj debelih ljudi sem imel v skupnosti in sem dostikrat to problematiko načel. Kaj boste, ker se niste pripravljeni odreči prenajedanju in tako naprej, začeti malo več gibati, da zgubite te težo. Kaj boste potem ženi? Na grbi vstal, ker pravzaprav vas to pelje v to, način življenja. In potem se malo zamislijo, ampak redko kdo potem veste tudi, da bi res to discipliniral se in res spravil se. Je to, veste, način, kot pri zasvojenosti imamo, alkoholu imamo nek način zasvojenost, ki je pa seveda problematična zaradi tega, ker začnejo možgani propadati, osebnostno se človek začne spreminjati kot alkoholik in tako naprej in postane katastrofa, da ne uničuje ne sam sebe lahko ne uniči človek, ampak vse okrog sebe. To je problem. In žena in otroci, ki nosijo vse posledice potem naprej. Debelost to ne, ampak sebe uničuje, ampak v nekem smislu gre tudi za zasvojenost, ki je nezdrava. Tukaj pa je problema. In tukaj jaz malo problematiziram to zadevo, da smo dolžni živeti zdravo zaradi sebe, pa zaradi družine, otrok, če hoče, pa predvsem žene, partnerja, ki ima pravico zahtevati od mene, da sem tako, kot se spodobi. Ker ste tu potli v posli, lahko drugače, kakšen debeluha, kako boš, nekaj smisla, veste, pa te bojo užaljeni, ampak, lejte, to je še drug način življenja, drugače se počutiš, če si ti fit, če si tako naprej, to je še drug življenje, drug svet in tega pač ljudje ne razume, ker je fino papat, Jaz imam zdaj obdobje, shujšam z 10 kg in moram reči, da se veliko boljš počutim. Mnogo boljš to je. Vsaka kila je drugače. Tudi teč hodim, tako ne zelo redno, ampak vidim, koliko pomeni 3 kg gor ali pa 3 kg dol. To je ogromno, to je. Jaz vidim pri teku, zdaj je malo hrbtenica matra, zdaj sem na kolesu, ampak kila več ali ne, sem pred celo življenje, 2 do 3 kile se mi giba, zima, poletje. In v zimskem času, ko se avtomatsko zedim, pa ne jem več ali karkoli, organizem drugače, očitno metabolizem deluje, je to popolnoma drugače laufati, kot pa polet, ko imam 3 kile. Drug svet. Drug svet, to ne moreš verjeti. Človek ne more verjeti, da imaš pa ti 20 kil preveč. Ali pa 30, poslušajte, pa to je, dajte si 30-kilski ruzak na rame, pa bežite v hrib, če hočete spoznati, kaj to pomeni. Ne gre, zdaj sem bil na 3 glavu, samo 10 kil, pa je to muka, seveda, veste, kakšno obremenitev je to, na sklepe, na srce, če hočete, na vse ste. In to je počasen samomor. V nekem smislu počasen samomor. Ko vsaka zasvojenost je počasen samomor. Tako, in tukaj smo pa tukaj je pa stvar odgovornosti človeka, tudi do sebe, dolžnost do sebe. Ja, se ni pomembno, je pomembno. To pomeni, veste, jaz tako malo problematiziram te zadeve, pa so malo hudi name. Zunanjost kaže na notranjost človeka. Kdo ti si? Ja, verjetno. Se človek mora malo zamisliti na tem, In tukaj gre za neko osnovo disciplino, nek red v življenju in tako naprej. In seveda, to je malo naporno, ampak ljudje smo pa po naravi lena bitja. In smo moramo vedno znova brcati malo te zadnjo, da gremo naprej. Ampak to je pač naša odločitev, Smo odgovorni, veste, tukaj ne moramo se mi
opravičevati te stvari, ne? Drugi so krivi, ne vem kaj in tako naprej, ker najdemo tažent izgovorov in razlogov, zakaj tako. Vse za svoje dejanja smo odgovorni samo mi. In za to Frankl govori o tem, da vsa naša zasluga je, če se odločamo za najbolj smiselno rešitev. In vsa naša krivda, če se najbolj nesmiselno odločimo. Ker takrat smo, ko se odločamo, takrat smo popolnoma svobodni, kot on temu pravi, ni nobenega vpliva, ne družine, ne zgodovine naše, ničesar, ampak sam sem tisti, ki sem sam na svetu in se odločam in vsa odgovornost moja in krivda moja, tudi moja. Ne? Ker vsak hoče biti, ne, to je svoboda, v nekem smislu Franklovo, ne? In če žival deluje po drugih principih nagonu, ne more drugače, človek pa vedno lahko drugače, ne glede na to, kaj je doživel, kaj je preživel in tako naprej, vedno se lahko v tistem trenutku, ko se odloča tako ali nekaj vmes. Ne? To je naša odgovornost. Tega se ne zavedamo, da vedno najdemo krivdo, ali izven sebe, ali družbi, ali starših, ali ne vem ki in tako naprej. Seveda smo tudi produkt tudi vsega tega, vendar to nas ne sme definirati. Nič ne moram napraviti zaradi tega, ker sem tako in to preživel. To sem doživel, jaz imam pravico potem seveda biti žalosten, debu, ne vem kaj še zapiti, ker sem v takšno mladost in tako naprej. Ne, ni res. Tukaj sem pa odgovoren za svoje življenje. Ne? A se lahko mogoče še malo vrnemo na to, da poveste, zakaj je tako pomembno branje, ker jaz imam občutek, da ljudje če dalje manj berejo, pravijo, nimamo čas. Jaz se s tem popolnoma strinjam, sam bom rekel, berem nekaj srednjega, ampak berem zelo rad. Ko me čakam, kam je več časa, da bom več bral, jaz tudi mislim, da je ta branje zelo pomembno. In vse to, kar ste prej že govorili, da kar nekaj začneš razmišljati, ko bereš pa to, jaz to vse razumem, ker res se mi to dogajalo. Pa mogoče, če za gledalce še malo več poveste, zakaj je branje to koristno. Ker filozof je že Cirulnik, ne, filozof, ne Cirulnik, ne, ja Cirulnik. Je rekel, ljudstvo oziroma ljudje brez branja debelih pisem, knjig, ne more prosperirati v tej civilizaciji. Preko branja pravzaprav človek širi svoj svet, svoje razumevanje sveta in tudi spoznava samega sebe. In prihaja, kot sem prej že omenil, do uvidov, spoznanj. In tako seveda postaja radoveden, ne, v nekem smislu. In ga to življenje vedno, ta radovednost vedno bolj vleče in postaja ustvarjalen tudi preko tega. Ne? In gre v to kvaliteto življenja, kot smo prej govorila. Brez tega se ne da. Brez tega ostaja v nekem smislu, v narekovajih primitiven. Ker ima neko vedenje in se dostakrat hecam neke ljudje, ki nikoli nič ne berejo in se dejansko nič ne vedo v nekem smislu, ampak vejo pa več, kaj eno stran več, kaj knjiga. To so vse velci. Pa polnoma nič ne vedo, ampak imajo neke, ker jih lahko peleš, ko krčeš in imajo neka prepričana in so pravzaprav nerazgledani. In če si nerazgledan, pa seveda si tudi vodljiv. Nekaj ti povedo, odsajtengi pišejo, se ja to, odsajtengi piše, se ja to res, in temu sledijo. In to so konformisti. Potem jih lahko peleš kot ovce, žejne čez vodo, ker ne znajo svojo glavo razmišljati. In če ne bereš, če se ne izobražuješ, kvalitetna literatura in tako naprej, nimaš možnosti, da se razviješ v razmišljujočega, samostojnega človeka. Zato je biblioterapija najbolj pomembna v našem procesu urejanja kakršnekoli stiske, oziroma da postavi življenje tako, kot se spodobi. Nujno. Seveda je pa naporno. In tukaj je že seveda vzgoja, že z otroštva se začne preko pravljic, ki so silno pomembne, da tudi te pravljice spreminjamo, ker ne sme imeti hodobni volk, to je katastrofa, to je frustracija za otroke in to treparije. Betlehem je napisal znanje tole, kaj je že naslov njegove knjige, pa da mi šla z glave, ker o pomenu pravljic, pravzaprav, kako je to pomembno za razvoj človeka, za mladostnika in tako naprej, kaj sporočajo, ta arhetipe in tako naprej, je silno pomembno. Se bom spomnil. To je silno pomembna zadeva in človek, če tega ne prakticira od otroštva naprej, ki so starši, potem pa šola, ki mora vzbuditi, dobri slavisti vzbudijo ljubezen do literature. Jaz, hvala Bogu, sem imel takšno profesorico v gimnaziji,
ki sem tako navdušila nad svetovno literaturo, da sem v gimnaziji prebral vso klasično literaturo, zlasti Ruse. Dostojevskega in tako naprej. Jaz sem cele noči bral in zjutraj sem že direktno v šolo. Nisem mogel nehati. Ampak zasluga je pa te učiteljice. Tudi so z mojih staršev, ki so mi kupovali knjige, odpravili naprej. In sem pravzaprav s tem živel in mi je to ostalo v meni. Veste. In če te ne vzbudi že nekdo, veste, kot ne pa da suhoparno samo drgnejo za slovnico in tako naprej. Ampak kako mladostnikov vzbuditi to ljubezen do tega? To je odločiteljna. Njegove karizme, veliko odvisno. In mladostnik sledi tej karizmi, temu avtoriteti sledi in tudi v tem kontekstu sledi, da mu približa literaturo, da jo zagrabi. In ko enega zagrabi, je star, rešena. Ko pa ljudje ste prijejo z diplomom, tudi z doktorati, ki popolnoma nič ne berejo, tudi jih meni. To je katastrofa. Jaz nisem v te sreče, ki vi, da bi me kdo navdušil za knjige, tako da sem do svojega 20. leta najbrž prebral maksimalno 10 knjig, tudi iz domače branje. Smo nekaj prepisali, pa tako naprej. Ni bilo preprosto, ni bilo, da bi navdušil, ampak potem sem se pa mal sam navdušil. Mogoče Zvone Šeruga me je zelo navdušil, ki je popotnik, jaz sem tudi popotnik in sem njegove knjige bral že od malega in potem pa nekako sem se, potem je pa splet okoliščin me pripeljal do tega, da sem bil skozi nekako s knjigam povezan, k temu Alešu Liscu, če ste slišali za njega, sem hodil na seminarje, on je imel svojo založbo in pred seminarjem je bilo zmeraj to, to je bilo 20 metrov mize, pa knjige gor naložene, pa on je v tem govoril, pa ljudi samo, ki so brali, sem pa še sam začel in zdaj, zdaj mi je užitek branje. Hvala Bogu, ampak človek, če je potopljen že od mladosti v neko literaturo. Ciljno pomeni, da v teh letih iskanja samega sebe in tako naprej, gimnazijskih ali srednješolskih letih prebere več ali manj to svetovno literaturo, ki je pomembna. Takrat je čas za to, da se kot človek oblikuješ. S temi vrednotami, s tem svetu in tako naprej. To klasično literaturo, takrat je čas za to. Kasneje seveda so druge stvari tudi. Zdaj je literatura, se vidite, koliko knjig, koliko se izdaja. Vse to je nekaj neverjetnega, zlasti v slovenskem prostoru. Koliko kvalitete je pa druga zadeva. Zdaj je dobro, da si posvečen v ta svet, da znaš razločiti, kaj je vredno branje, kaj ni vredno branje. In da imaš tudi mentorja, ki je potopljen v to, in ti tudi on lahko svetuje, to preberi, ono preberi in tako naprej. Meni dostikrat tudi moji ljudje, ki so pri meni, to knjigo sem prebral, ki ni v kontekstu biblioterapije, teh seznamov in tako naprej, in jo vzamem v roke in pravi, silno kvalitetna stvar, ki jo drugače ne bi vzel. In pa tudi doktor Rugel in tako naprej, in znam oceniti, kaj bi bilo dobro, kaj ne dobro. Jaz ko malo prelistam knjigo, tako vem, koliko je ura, ali je vredno branje ali ne. In potem se tudi dostikrat je tudi neka šodra, oprostite izrazu, na trgovini. Treba vedeti, selekcionirati, znati vedeti, moraš biti potopljen ta svet, da znaš razlikovati, kaj je dobro, kaj ni dobro. Da ne zgubljaš časa neka literature, ki niti ni vredna tega. Jaz začnem, jaz tu grem v knjižnico, vzamem 10 knjig, začnem brati, dve strani, mi ni ok, grem naprej na naslednjo, grem 10 poj, pa vem, da jih nam 10 prebral, vem, da eno ali pa 2 prebral, pa izberem najboljše, tako da... Pa se tudi človek, se tudi raste, se z leti do smrti se razvijaš, osebnost. To ne je zdaj se konča to. Moj izbor literature, zdaj v teh letih, če 70, ki imam pa tudi že od 60 let naprej, ni več toliko psihologija in tako naprej, vse te stvari, ki je ogromno te literature. Par knjig prebereš, potem je več ali manj ista zadeva, vendar z različnimi pristopi, ampak jedro je pa isto. Ampak filozofija, Filozofija, ki je pravzaprav odgovarja na osnovna bivanjska vprašanja, življenjska vprašanja. Vedno bolj sem potopljen v to. Dosti judovska filozofija, Levinas, Buber in tako naprej, to dajo odgovore takšne, da to nekaj neverjetnega. Pa še drugi tudi. Jaz nisem niti približno tako deleč, kot vi. Ne gre za to. Na zadnje, ki sem prebral eno meni odlično knjigo in sem prepričan, da mi je veliko dala, pa od Stipe Božiča K2. Zgodbica, ampak
So Meni je to veliko dala. Mislim, rečem, da zdaj je pa vse. Mi je bila fantastična knjiga. Z leti človek, vse so krasne knjige, ne se da sam filozofijo berem, tudi druge stvari, ki jih moram prebrati, zaradi tega, da lahko potem tudi ljudem priporočam oziroma zahtevam od njih, ker ima neko sporočilo. Logično. Vendar z leti, ko človek zori, se tudi spreminja kot človek in tudi potrebe potem, kaj bo bral. Kaj je tisto, kar ga vedno bolj vleče. In bolj greš proti izhodu, kot je sem dosti krat hecam, bolj se začne spraševati o bistvenih življenjskih vprašanjih. Kaj je tisto, kar je pa res pomembno v življenju? Ali uspeh, ali vse to, kar imamo in tako naprej, ali kaj drugega. Potem se tudi to mal orientir spremeni in tudi literatura, potem, ki se nekih drugih področjih loteva, ne samo psihologije oziroma nekih spoznanj na psihološkem nivoju. Zdaj je Mateja, da je zelo Gabor Matej s svojimi knjigami Stresu in tako naprej, kako deluje na organizem, krasne knjige in tako naprej. Super zadeva, da to je, da je zelo in. Hvala Bogu, da je, ampak so pa še druge stvari, ki so pomembne. In tukaj seveda je področje filozofije, ki je pa seveda ponavadi malo težje branje, da ne moraš imeti kilometrino, da to lahko bereš, in tudi se potrudiš in tudi intelektualno delo to, in se moraš potruditi za to. Zdaj pa je seveda matranje, zdaj pa če nisi to posvečen, če nisi bil celo življenje v tem, boš težko neko resno filozofijo bral. Jaz naletim na knjige, ki so pretežke zame. Ja, verjamem. Pred 20 letom sem Otroci polnoči od tega Rušidija, če poznate, sem začel brati, sem nehal, ker ni šlo. Je pa res, da sem pol v Indijo šel na potovanje, pa nisem izkašen tak v teh duhovnostih pa to, ampak potem sem jo pa čez 5 let še enkrat začel, sem jo pa brez težav. Vi ste drugačen, prebral. Vaša spoznanja so drugačna in potem se drugače. Vse tako je pri teh knjigah, človek mora ogromno brati, da prije do teh uvidov. Če človek nič ne bere, jih ne more dobiti. Naprimer, neko obdobje ti neka knjiga lahko zadane. Ta aha efekt, spoznanje, ker si dejansko v sebi, ampak to ozavestiš, prije na dan je povedano tisto, kar v sebi čutiš. In prije do tega aha efekta. V nekem drugem obdobju te pa popolnoma hladnega pusti lahko. Različno ljudje, zaradi tega treba ogromno brati, da prihaja do teh uvidov. Če nič ne bereš, pač teh možnosti nimaš. Do teh sprememb tudi, spoznanj. Tako naprej so govorila, kako človeka te literatura spreminja. In če veliko bereš, je to možnosti, tudi se razvijaš popolnoma drugače. Drugače vidiš svet okrog sebe, drugače ga razumeš in tudi drugače pristopaš do njega. Zaradi tega je literatura tako silno pomembna. Zakaj pa pisanje pomembno tudi v vaši terapiji? Tukaj pa smo našli samega sebe. Temu lahko na paralelo s Freudovimi prostimi asociacijami vlekel. Ker človek, ogromno sveta je v nezavednem. S pisanjem, že kar je rekel, ko pišem, mislim. Ne mislim, pa pišem. Obratno. In ljudje, ko začnejo pisati, tudi sama to izkušnjo, ne veš, kaj bo nastalo. Začnejo neke stvari dogajati in prihajati iz nezavednega šele s pisanjem. Ne s tem, da v kavču sediš in razmišljaš, ampak s pisanjem. Z tega se začnejo stvari dogajati. In tako človek ozavešča in spoznava in tudi do uvidov prihaja. Ena literatura, druga je to pisanje. Se pravi, da pišeš ne o tem, da zjutraj vstal pa zvečer šel spat, ampak skušaš v ta notranji svet vstopati in se začne dogajati. Začeti je malo težje, potem se pa začnejo stvari, ljudje bruha iz njih stvari. In se pravih problemov šele lotijo, ki so globoko zakopani v njih. Prihaja to na površje. Zaradi tega je to nujno potrebno. To je bistvo. Pa seveda neka disciplina tudi, o katerem smo govorili, ker disciplina pripelje do rezultatov. Brez discipline ni česar. Ko ste disciplino omenili, pa podpirate služenje vojaškega roka za mlade? Nedvomno, seveda, tukaj je mladi revški, šklepce so morali delati, se spomnite, že nekaj trpljenja. Ja, ma normalno, Seveda, neka disciplina, seveda tudi v vojski je marsikaj se dogaja. Mi smo jugo vojsko še služili, pa je bilo tudi en kup enih neumnosti in tako naprej. Vendar pa za mlade punce da pa nek red, pravzaprav to vertikalno autoriteto, veste, da morate v Boga, čeprav nočete. Tudi to je nek vzgoja v nekem smislu, da treba včasih glavo skloniti, čeprav se ti ni nesmiselno, ker je pač potrebno, amen.
Tako. Ne gre drugače. To sem se v vojski naučil. Tudi šlo čez eno 6 noč, čez drugega ven, je upuname, upiti. Dobro, ampak izvrši naređene, so rekli, a onda se žali. Ne pa gre naprej, ne bo polno nekaj naredi, potem se bomo pogovarjali. Določeno izkušnjo imam tudi v maraton celi Logarsko dolino, v soboto gremo zopet teč, tam je 75 km, tisti, ki so sposobni, je dolžnost tudi, da tečejo, tisti, ki niso poškodili hrbta. In mnogo me je vprašalo, zakaj je to potrebno. Sem rekel, poslušaj, na cilju se bova dobila, se osedla in ti bom vse razložil, zakaj je to potrebno. Še Ben ni prišel do mene na cilju, zakaj je treba. Vsak je doumel že med tekom, da je nujno potrebno presegati samega sebe. Tudi v trpljenju. In ko priješ v cilj, wow, si že v načrtih za drug tek. Čeprav pa že malo kovnaš vmes, pa se sprašuješ, pa tle delava, ki prije do trpljenja, ampak ko ga premagaš, to te gradi. Samo podoba, zapravo gradi človeka. Enkrat ste omenili nekje na enem podcastu ali nekje v eni vdaji, ki ste bili gost, da ta gibanje MeToo škoduje moškim. Lahko kaj več poveste o tem? To je ne sam jaz, to je predvsem Godina, Vesna Godina govorila o tem, da MeToo da je to gre, pravzaprav, noben ne zagovarja spolnih zlorab, nasilja in tako naprej, deleč od tega. Vendar, zakaj gre? Te mlade punce, te igralke ostarele, so se čez 30 let spomnile ali pa še več, da so bile zlorabljene. In Godina piše o tem, šlo je za dil med njimi, režiserji, za dil je šlo, se je ulegla v poslo z njim zaradi tega, da je vlogo dobila. Lahko bi takrat rekla ne. Tako. Noben jo ni posilil, prisilil in tako naprej. In zdaj je to katastrofa. Šlo je za dil. In tukaj gre za demoniziranje moških v zadju. Tej feministični, vse feminizem je ogromno dobrega naredil ženskam, ali v tem pobesnelem feminizmu, ko ženske zanikajo svoje bistvo v nekem smislu in hočejo na moški način vstopati v ta svet in se boriti z njimi, izgubljajo bitko na celi črti in seveda zopet skočijo vame. Ker moški se jim, ko bo narava moška, se umaknejo takšnim ženskam, so potem zopet nezadovoljne in tako naprej in tako naprej. In mi tu pravzaprav gre za demoniziranje moškega kot takšnega, kot spol je moški kriminaliziran. Je predator, posiljevalc, ničvreden, kaj smo sploh z njim, se lahko same oplodimo, vse kaj ne rabimo več. Godina še naprej razmišlja, kapital ne rabi več moških v tem kontekstu in rabi ženske. In jim pač daje možnost, da smo kot moški z vsemi obremenitvami in dejansko, če hoče biti še mame, potem mora biti karijere delati, biti uspešne v službi in še mame biti, komu to služi? Ja, kapitalu verjetno, resno, ima prav Godina tukaj, in so 10-krat bolj obremenjeni kot pa moški. In hočejo biti to, namesto da bi svojo ženskost, pravzaprav preko ženskosti vodile moški svet, ker lahko ženska, če zna svojo ženskostjo začarati moškega, ima z rokim jemo. Nasilni in ženska se pa, ne da se opremo, umaknemo iz odnosa z vsem, in potem so seveda zopet frustrirane. Ker potem govorijo, ni pravih moških, pa logično, da jih ni, ker jih celotna družba kriminalizira. In je to drugi spol postal moški, nepotreben. Temu Godina piše, in nisem na mojem zelenku zraslo, v tem gibanju MeToo, da je to problematičen zaradi tega, da je to šlo za dil in pa za tega, da se izrinja moške iz družbe v nekem smislu in tudi iz družine v nekem. Vse jih ne rabimo, vse smo imeli dovolj. In to je pa katastrofa, ko so prej govorila za razvoj otroka, za vzgojo, je to katastrofa. In feminizirano šolstvo, feminizirano vse službe in tako naprej, ker je tudi šolski sistem krivičen do fantov. Ker briga fanta, veste, ne 8-letki v puberteti, šolanje. Punce so pridne, ker drugače funkcionirajo, ker smo biološko različni, nismo enaki. Fanta pa briga šola takrat. In potem polovi. Ne je bilo tako, ja. In potem ne dobi točk, se ne more upisati ne na medicino, ne na ne vem kaj, in se seveda feminizirajo te zadeve. V šoli pa noče niti delati, zaradi tega, ker ni družbeno, učitelji niso spoštovani, ker je tako, se vidite, kaj se dogaja in tako naprej. Že otrok ne govorimo o starših in sistema in družbe in tako naprej, in mislite, da je moški šli v takšen posel, pa ni govora.
ne, to pravi moški. In rabijo moške roke. Tudi sami učitelj se pravi, ko pride moški, ta prav moški, je v redu razredu 1, 2, 3, lahko. Pa ni benga nasilja. Samo za avtoriteto, pravi, da so se že. Čist drugače. Tako da, to, če zdaj govoriš, je že malo čuden govor. In pravi, sem pol mizogin, da ženske so. Ampak daleč od tega gre za neke vloge in principe, ki so se skazali skozi zgodovino, da funkcionirajo. Zdaj pa gre vse v maloro, pa še kar ustrajamo na istih vzorcih, ne, na tej spremembi. Pa mi je jasno, da je od tega izhaja, ker so seveda interesi drugi. Tole malo spremljam, če ste kaj vi spremljali, tale trener judo Marjan Fabijan, mu zdaj učitajo pregrob, da je bil do varovan. So vedeli, da jih je pretepal. Ja, vem, sem... Vedeli tudi same. To je zdaj spolna, ne bom neč rekel. Ne, se ne spolna. 6-7, ženske je pač ga prijavilo zdaj. Ja. Da bi bilo vse res samo neka diskvalifikacija njega, ne vem, lejte, se bo izkazalo. No, meni je čudno to, kar se javlja, zdaj se tudi en fant javljal, da je bil preveč grob, pa preveč to. Jaz sem tudi karate treniral, pa sem tudi zelo grobega trenerja, tako da bi se jaz tudi lahko javil, da sem bil fizično zlorabljen, ampak meni je ta trener, ki sem ga imel, mi je velik dal. Ja, vas ni tepo, ne? Ampak je bila avtoriteta. Je bilo pa strogo. Zahteval je, in smo tudi udarce prejemali in tako naprej. Ja, ampak seveda. Je to pasalo zraven. Se to paše, tako se oblikuje človeka. Ja. Seveda to, jaz ne zagovarjam nasilja v športu, sploh pa v vrhunskem športu, da te metode, ki je imel, so vprašljive, so pa rezultirali, to je pa tudi res, z vsemi medaljami. Ali to zdaj ne upravičuje nasilja? Kljub temu medalje ne upravičuje tega. Ampak to je svavljanje eno. Poglejte naše skakalce, ki jih kujemo v nebo. Večerno so vse anorektični. Samo anoreksija. Zlasti dekleta. Glede, se ima prevečo krasno, to smo lahko ponosni, ampak gledaš njeno sliko in vidiš njeno rokco, veš, to je anorektično bitje. In imajo kup težav potem, veste. Tudi v skupnosti imamo eno skakalko, bivšo, ki je mlado, anorektično totalno. Zdaj, hvala Bogu, se bori proti temu in začela jesti, hvala Bogu, veste. Ampak spiske je napisala o bistvu anoreksije, pa se to bo vsak psihiatr prebrati. Kaj je to? Kakšna sila je to pravzaprav, da ne je v njej? Nekaj neverjetnega. Tako da to trenerji zahtevajo, ker drugače ni konkurenčna. Mora imeti takšno težo, da je sploh konkurenčna. To je katastrofa. Kaj pomeni za tega, ko bo nehal z vrhunskim športom, kaj za tega človeka to pomeni? To vam mega ne briga. In tega je ogromno škode se napravi. V vrhunskem športu to je gladiatorstvo in to je norost. Kaj pa menite v univerzalnem temeljnem dohodku? To je traperija, dajte namerno. To je potuha lenuhom. Dobesedno. Ne govorimo o tistim, ki potrebujejo, ampak treba jim je, kako že rečejo, treba jim je naučiti, da lovijo ribe, ne pa da jim daješ. Tukaj pa to se krepenih. Lejte, no. To bo še več depresije. Človeku je treba omogočiti, da dela. In kdor noče delati, ni upravičen do tega. Niti socialnih podpor. Ni upravičen. Ja, se tole popolnoma strinjam z vam. Delo, mislim, mene delo tudi me navdušuje in tako naprej. Logično. Delo preko dela se človek tudi, mislim, delo je nujno potrebno, da se človek čuti koristnega, veste, tudi v družbi, o katerem smo govorili, brez tega ne gre, in to, da človek na socialni podpori samo živi in pravzaprav parazitira pravzaprav, da je družbo, da jim to še celo omogočamo v nekem smislu, veste, pač je problem družbe, v kateri smo, Ne zagovarjam, da človek, ki je potreben pomoči, da se mu pomaga. Ne pa tistim, ki niso potrebni. To je drugo. To je pa potuha. Jaz večkrat
bom tudi povabil neke politike v podcast, ki to zagovarjajo, pa jih bom vprašal, če se jim to pošteno zdi, da nekdo mora vsak dan zjutraj vstati, iti na delo, delati 8 ur na polno, pride domov, nekdo pa nič ne, pa dobi od države. Ne? In zdaj spravi je ki dela za tega. Meni se to ne zdi pravično, meni se to zdi največja nepravica. Govorimo tako, kot ste vi tudi rekli, za zdravega človeka. Ne? Če je človek ima invalidnost, bolezen, to je potem čisto spremeni zadevo. Tako da za na koncu bi še vprašal vsakega gosta, a mi lahko mogoče svetujete koga, da ga povabim na podcast? Poznate veliko ljudi, sigurno imate kakšne dobre ideje, mogoče koga iz te vaših terapevtskih skupin, da bi bil pripravljen zgodbo deliti ali kaj takega? Morda, to moram vprašati, fante, če sem želel svoje izkušnje povedati v tem podcastu, naprimer. Lahko vprašam kakšnega? Bom zelo hvaležen, če boste, ker... Če bi kakšen bil pripravljen povedati svojo zgodbo, ki ima že leta in leta za sabo neke izkušnje, nek rezultat, v nekem smislu, da to motivacijsko tudi v končni fazi, da se da marsikaj napraviti. Zato pač mora biti prostovoljna. Vse ponavadi ljudje to napravijo, sledijo. Mislim, tudi nobenega, ki ga vabim na podcast, ga ne silam, če reče ne, nobenega ne prepričujem. Morda mojega sina povabite. To imam v planu, ampak če ga dela pri meni, oziroma pri meni, in tako naprej, ima svojo zgodbo, tudi on je psihoterapeut, jaz nisem psihoterapeut, jaz imam druge stvari, imam tudi gestalt psihoterapeut in ima tudi svoje pristope, ampak sistem Ruglov vstaja, tudi pri njemu v skupnosti, on pa tudi individualno dela, jaz pa individualno sploh nočem delati. Ker pač prvič nima energije, časa in pa tudi ne verjamem individualni psihoterapiji tako v polni meri, kot pa moj sin pa. Da vidite. Imam na spisku, tudi sem že gledal, ki je bil gost v podcastih, tako da ga poznam. Tudi je zaoral ledino v športu, nekaj je bil vrhunski športnik, plezalc vrhunski, še zdaj legendama pravijo in je potem seveda to zdaj popolnoma spremenil zadeva in je prvo knjigo, ki je napisal Duševne motnje v športu, da je odprl to področje, ki je bilo zanikano in zdaj se je udarilo ven vse. In tudi so začeli že Brajkovič in rekel, da je ugotovil tudi Brajkovič njegova izjava, da za vrhunski rezultat moraš biti vrhunsko traumatiziran. Sem še tole, če vas lahko vprašam, vem, da se vam mudi, a so travme ljudi tudi je ena taka motivacija, ne vem. Jaz sem v času v tem objektu imel diskoteko, sem diskoteko naredil, sem sanjati začel o nej, ki sem imel 2000 evrov, vedel sem, da porabim 2 milijona, ampak jaz sem to zato sanjal in speljal, zato ker sem v travmo, ker me punce niso marale. In jaz sem po mojem veliko zaradi te travme v življenju naredil, ker drugače ne bi naredil. Tudi lahko, seveda, travma je lahko tudi priložnost, da človek napravi kaj. Da je vzgib, je tisto, da pomembno, ali je to pač nadkompenzacija v nekem smislu, ker je to, nadkompenzacija, kaj pomeni nadkompenzacija? Da človek svojo stisko z uspehom, naprimer, otroci alkoholikov, naprimer, še nekaj takšne primere, ali dekompenzirajo, ali pa nadkompenzirajo, so silno uspešni, čeprav travmo nosil še vedno v sebi. Še vedno je nosil v sebi, s tem travme ni razrešil. Je pa šel v drugo smer, ki je boljš kot ona, nedvomno, ampak notranje še vedno nosi to v sebi in je zaradi tega nadkompenziral, je silno uspešen in vse napravite, ampak tega notranje zadovoljstva, tista pa težko dosežene, dokler tega ne razčisti tudi. Ampak vse tako je travma, travma, ena travma, ki je lahko zelo močna, lahko marsikaj poruši življenje. Pa ni, v bistvu, enkratna travma ni tako problematična, ali pa nekajkratna samo čez življenje. To ti da tudi priložnost, da človek se obrne in gre v življenje in napravi tisto, kar mora in je prav in ga je toga tudi v nekem smislu lahko ukrepi. Problem je, da majhne travmice
ali pa večje travmice, se ponavljajo periodično in neprestano. To te pa zlomi. To je problem. Enkratna travma ni tako problematična za človeka, kot pa ponavljajoče travmatični dogodki neprestano. To te pa lomi. Kot voda, ki kaplja na kamen, ga preluknja. Tako je približno tle. Ne? Če pade plas, ga ne bo preluknjal. Počasi ne. In to je problem. Ne? To je problem pravzaprav, ne? Da se človek potem zlomi in tako naprej. To je izkušnja, ja. Najlepša vam hvala še enkrat, ko ste se oglasili. Mislim, da smo imeli zelo zanimiv pogovor, iz katerega sem se tako jaz, kot sem prepričan, da tudi gledalci lahko kaj naučili. Tako da res vam hvala. Nekateri bodo protestirali, nekateri se jo strinjali, kot vedno. Ja, lejte, to je čist jasno, tako da to je, če hočeš videti nekaj slabega, vidiš. In tudi jaz, ko delam na teh socialnih omrežjih, vidim neverjetne zadeve, rečemo, gre ljudje kritizirati človeka, ki nikoli ni rekel nič slabega, nič tudi ni se v predelu, tako da ja, to bo sigurno prišlo, ampak jaz mislim, da bo veliko več pozitivnega. Zato se vi ste enkrat že rekli, da se za nič ne sekirate, ker ste že toliko star. Tako da to ste zelo dobro rekli. Moja dolžnost je, da povem tisto, kar mislim. Ja, se strinjam. Ja, ampak se veste, kdaj je pa bolj štigbati. Mene je kdaj tudi že teplo to, ko sem mu predal jezik. Tako da kdaj je mogoče bolj modro tiho. Ja, seveda. Jaz sem v teh letih že, veste, končno vas vedate, lahko marsikaj že, ampak ni več tako pomembno. Narekoval, jaz nisem več nevaren. Mogoče. Res sem iskrena, hvala, jaz sem res bil zelo vesel, da ste se oglasili, da sem imel to možnost z vami vsesti, ker vas res zelo cenim in res hvala. Tudi vam hvala, sem me povabil. Pa želim še veliko uspeha na vašem področju. Hvala za knjigo. Upam, da jo boste prebrali, bom zelo vesel in tudi, če boste mi mnenje povedali, makar v enem. Se je tudi takšen tisk, da se hitro bere. To je res. Tako, za penzioniste. Tisk. Tako, res sem najlepša hvala vam, dragi gledalci, pa tudi hvala, ker ste pogledali do konca. Nasvidenje.